Dragi obiskovalke, dragi obiskovalci, ker letos 8. februarja žal ne morete k nam v Vrbo, na tradicionalni pohod po poti kulturne dediščine Žirovnica smo se odločili, da tokrat mi pridemo k vam. Za vas smo skupaj z občino Žirovnica in Ministrstvom za kulturo pripravili virtualni pohod po najlepši in najstarejši tematski poti v Sloveniji. Letošnji virtualni pohod po poti kulture dediščine Žirovnica poteka pod sloganom Kultura dialoga. Kultura dialoga nas spomni, kako dragocena so različna mnenja. Mnogoterost idej namreč bogati našo družbo in zato je pomembno, da smo v medsebojni komunikaciji spoštljivi, prijazni in strpni. Dobrodošli v Žirovnici. Pot kulturne dediščine Žirovnica je 10 km dolga krožna pot, ki povezuje rojstne hiše velikanov slovenske kulture. Največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, njegovega prijatelja, jezikoslovca in literarnega zgodovinarja Matije Čopa, pisateljev Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter spominski čebelnjak Antona Janše. Na virtualno pot nas bo tokrat pospremil kar sam Prešeren. Začnimo pri rojstni hiši pisatelja, znanega tudi po knjigi Bobri, Janeza Jalna, ki je takole napisal o Prešernu. In če bi se bil Prešeren tudi zmotil, ko je krancem lepša vremena napovedoval in bi ga čez stoletja ne bilo več, ki bi naš jezik govoril, Prešernov grob bi še tuji zanamci pleli in sadili nanj rože. Lep dober dan želimo vsem skupaj v vasici Rodne na Gorenjskem, pod stolom, kjer se je rodil tudi eden velikih mož in sicer pisatelj Janez Jalen, avtor znamenitega romana trilogije Bobri. V teh Bobrih pisatelj opisuje zgodovino in del zgodovine Ljubljanskega barja in sicer mostiščarje, kuliščarje. No pa da ni napisal samo to, naj vam omenim še nekaj njegovih lepih zgodb, kot so na primer njemu najljubša Ovčar Marko, v katerem opisuje mladost svojega očeta, lepo okolje, kjer je sam odraščal. Ko je to prebral znani arhitekt Jože Plečnik, si je ogledal te stezice tega Marka in po ogledu zaupal Jalnu. Veš, še lepše je pa, kot si opisal. Bil je tudi scenarist prvemu slovenskemu celovečernemu igranemu filmu ali drugemu filmu na slovenskem nasploh Triglavske strmine. No, v tem filmu, naj omenim, kot posebnost nastopa tudi legenda alpinizma Joža Čop. Po njemu se imenuje celo mogočna stena v severni steni Triglava, Čopov steber se ji reče. No in s tem Jožem je pisatelj Jalen tudi osvajal gorstva, saj je bil tudi izreden alpinist, bil skalaš, bil aljaževec. To so bili najboljši alpinisti tistega časa. No in seveda, kje je nastala ideja za ta film? Kar na Krederci. Tam so se našli prijatelji alpinisti Tominšek, Joža Čop, Badjura in se odločili, da te lepote tega okolja lepo posnamejo. Pisatelj je bil duhovnik po poklicu, ampak njegova skrita želja je bilo pisanje. Napisal je v enem svojem dnevniku: odločil sem se za poklic duhovnika, da bi prost skrbi nad družino se mogel čim bolje ukvarjati z leposlovjem, da bi pisal Slovencem zdrave besede življenja. No, druga verzija, ki pa je bila namenjena zvedavim dekličom, so ga pogostokrat spraševali: ja, župnik, kako pa to, da se niste oženil, ste tako fejst fant? Pa jim je odgovarjal: štrama ste, kar pomeni nevedne nevednice, a ne veste, da ki je Bog pod goran hodil, je ta prvi ta fejst fante zase vzel, avšus je pa babam pustil. Premeščali so ga več ali manj, predvsem zaradi njegovega karakterja. Namreč Jalen je bil veseljak, zelo rad se je združil s prijatelji, somišljeniki, predvsem z literati, ja, kje drugje pa, kot v kakšnih prijetnih vaških oštarijah. No in tam so nastajale različne teme, od literarnih pa tudi do političnih. No in seveda, ko je prišlo na ušesa njegovim nadrejenim, jim to ni bilo najbolj povšeči. In jasno, potem so sledile kakšna taka premeščanja, kjer mu tudi ni bilo najbolj povšeči, kot naprimer v Beli krajini v Črnomlju. Veste, tam je napisal eno zanimivo pismo svojemu nadrejenemu, v katerem ga je opozoril, da ga v Beli krajini ogrožajo dekline.
in da je tudi on krval pod kožo, mu je priporočil 3-tedenskega razmisleka. Ja, malo je kolebal škof Jeglič, ampak sčasoma se je vnesel, ko je razmislil, kakšen je pisateljev karakter in ga preventivno vrnil nazaj na Gorenjsko in sicer za 2 leti v Staro Loko pri Škofji Loki. No, pisatelj Jalen je pokopan kar tukaj le zadaj za hišico v družinskem grobu. Velikokrat so ga prijatelji spraševali: "Poslušaj, Janez, kje pa te bojo zakopali, boš umrl?" Pa jim je odgovarjal: "Od zibke do groba imam en skok." Zmotil se je morda za ne 3, ampak glede na to, da je bil lovec, mu je lovska občasno prav tako prav prišla. Kratek sprehod nas iz Rodin čez Pašnik pripelje v Doslovče, domači kraj Frana Saleškega Finžgarja. Finžgar je bil daljni Prešernov sorodnik in je leta 1939 svojo akcijo Prešernov dinar poskrbel, da so s pomočjo šolske mladine Prešernovo rojstno hišo preuredili v muzej, v katerega je z veliko verjetnostjo stopil vsak slovenski šolar. Vsestransko nadarjeni Fran Saleški Finžgar je odraščal v skromni kajžarski družini. Domačija je bila znana po tkalski obrti, s katero se je ukvarjal predvsem Finžgarjev ded Joža Ažman, znan tudi kot odličen pripovedovalec zgodb. Prav poslušanje zgodb v domačem zapečku je v mlademu Finžgarju že zgodaj prebudilo čut za pristen slovenski jezik, ki ga odlikuje v vsem njegovem literarnem opusu. Njegovo najbolj znano delo, zgodovinski roman Pod svobodnim soncem, pa še danes velja za enega največjih dosežkov slovenske literature in je svojo tematiko še kako aktualno tudi danes. Ali kot je nekoč dejal Finžgarjev pranečak dr. Janez Bogataj, nekatera Finžgarjeva dela so še danes aktualna, samo kulise so se zamenjale. Svetovit te je navdahnil, starešina, vile so vas pospremile hrabri vojščaki, da ste pregazili močvirja, da ste preplezali gorska sedla in prišli do gradišča staroste, mojega očeta Svaruna, ki vas zahvaljuje in pozdravlja. Jaz pa vas obenem tudi opozarjam. Oblaki so se potegnili čez naše svobodno sonce, oblaki tako gosti, da jih morda ne predre več vesela luč. Ja, čeprav se oblasti v Bizancu še tako trudijo prikriti resnico, za sledmi na nebu so to potrdili že številni verodostojni viri. Ja, sledi niso namreč zgolj izpust iz aeroplanov, temveč mešanica tvarin znanih kot chemtraili. Ja, z njimi nas zastrupljajo, ker se jim po končni Sloveniji nočemo podrediti. Številni vrači in šamani zatrjujejo, da s chemtraili v naše ozračje spuščajo hude alkimistične coprnije, ki ustvarjajo dež ali sonce, kakor se onim v Bizancu pač zahoče. Pizgeci. Ja, povem vam, kaj se je pripetilo včeraj. Ja, že na vse zgodaj prileti čez nas aeroplan iz smeri Bizanca, točno tam, odkjer si je sonce na vzhodu, natrese kratke chemtrailse in odleti. Ja. Ti se spremenijo v ovčaste oblake, ampak mi v sebi prosimo naše slovanske bogove in zahtevamo sonce. Oblaki se razkadijo in spet posije sonce, svobodno sonce. Ampak na to prileti spet en aeroplan iz druge smeri in položaj se ponovi. Nastane oblačnost, ampak s pomočjo naših notranjih prošenj znova posije sonce. Ampak zanimivo, da se bo vso okoli na vse 4 smeri neba, do kamor seže oko vidi oblačnost. Ja, samo tu pri nas, na obali Donave, sije sonce, kar izgleda nekoga nekje, tam v Bizancu hudo moti. Ja. Zakaj sem to napisal? Zato, da se vsak zave, da je moč glede vsega tudi vremena v nas samih in da je ni zlobne moči, ki bi lahko premagala naše prošnje in želje za naravno vreme in naše skupno dobro. Ja. V sebi imamo neverjetno moč razstrupljanja nas samih, neba in narave. Ni pomembno, ali v to verjameš ali ne. Pomembno je, da za to prosiš, zahtevaš in deluješ na kakršenkoli način. Obrni se k Perunu in prikliči morano nad bizantinske zastrupljevalce. Ja,
Nadejam se, da boste mladci, ki vas popeljem v boj, pomendrali Bizantince in pregnali oblak, ki se je obesil pred jasno sonce naših dedov. Naj nam sonce znova sije, jasno in svobodno. Pošli. Malce na levo, potem pa desno in smo že pri Janševem čebelnjaku. Anton Janša je tako kot France Prešeren odšel v širni svet na študij na Dunaj, kjer se je sprva učil risarske obrti, na koncu pa se je vrnil k svoji ljubezni do čebel in tudi učil čebelarstvo na cesarski čebelarski šoli. Njegov rojstni dan, 20. maj, je bil izbran za svetovni dan čebel. Smo že prispeli. Prebudil se je čmrlj zgodnega spomladanskega jutra. Pretegnil je svoje premrle nožice, si pokrtačil mršav kožuh, pogladil tipalke in se pogledal v ogledalo. Nekam mršav je postal čez zimo in tudi pošteno mu je krulilo, jest bo treba. Razprl je svoja krilca, poletel čez travnik in pristal na češnji. Kako je dišalo po sladkem nektarju. Valjal se je z cveta na cvet, dokler njegov trebušček ni bil ravno tak kot regradova lučka. Potem je po obilnem zajtrku počival. Zdelo se mu je, da sliši rahlo brenčanje. Ohoho, tudi čebele so se prebudile, si je rekel čmrlj. Kdo ve, če jim je ostalo kaj medu od lanskega poletja. Poletel je na rob čebelnjaka. Pred vrati sta bili dve mladi čebelici. Letos sta bili prvič na straži in tako imenitnega gosta, kot je čmrlj, še nikoli v življenju nista videli. Staknili sta glave in ugotavljali, le kdo bi to bil. Gotovo je pomemben, pa kako je lep, pa kako je velik. S takim gostom se lahko pogovarja samo naša kraljica čebela. In sta čmrlja povabili v čebelnjak. Kraljica je bila še rahlo dremava od zimskega spanja, ampak ko so ji napovedali gosta, se je hitro uredila in ga povabila k sebi. Pa tudi jedla ni še nič in naročila je obilen zajtrk. Čmrlju se je kar smejalo. In po zajtrku je čmrlj pričel pripovedovati svoje zgodbe. Nekatere so bile resnične, nekatere so bile izmišljene, nekatere so se zgodile drugim čmrljom. Kraljica matica pa je poslušala z odprtimi usti in se na vso moč zabavala. In sploh ni ugotovila, da je minil že cel dan, ne da bi sploh ostala od mize. Ampak zvečer pa se ne spodobi gosta vršt ven iz čebelnjaka. Zato je povabila čmrlja, da je prespal. In naslednje jutro se je zgodba nadaljevala. Tako je šlo iz dneva v dan. Čebele delavke so bile vedno bolj zaskrbljene. Če bo šlo tako naprej, bosta pojedla vse zaloge medu in umrle bomo od lakote. Temu bo treba narediti konec. Zvečer, ko je kraljica naročila sladki nektar, so čmrlju in kraljici v nektar zamešale koren sladkega dremeža. Zaspala sta kot ubita. In zdaj hitro čebele delavke so zbezale čmrlja iz čebelnjaka. Še ko je spal, je padel na mehko travo. Ampak to ga sploh ni motilo. Obrnil se je na drugo stran in spal naprej. Prebudila ga je jutranja rosa. Čmrlj je takoj vedel, kaj se je zgodilo. No ja, si je mislil. Bilo je lepo, dokler je trajalo. Zdaj bo pa treba spet na delo. Kraljica matica pa se je zbudila s strašnim glavobolom. Ko je pogledala okoli sebe, je videla razdejanje. Vse se je lepilo od sladkega nektarja, vse je bilo polito, vse je bilo umazano, zaloge medu so bile skoraj prazne. Kaj sem storila? In vstala je, čeprav je bila kraljica, in čisto sama vse pospravila, na koncu očedila še sebe, sklicala vse čebele in dejala: kaj takega se ne sme več zgoditi. Čmrlju je od danes naprej najstrožje prepovedan vstop v čebelnjak. Ampak kraljica in čmrlj sta vseeno ostala prijatelja. Enkrat na leto se dobita sredi travnika.
kjer plešeta, klepetata, si pripovedujeta zgodbe in potem gre kraljica spet delati v čebeljak, Čmrlj pa leti novim zgodbam in novim dogodivščinam naproti. Vas pa nove zgodbe čakajo na poslikavah panjskih končnic na čebeljaku Antona Janše na Breznici. Pot nas vodi dalje v Žirovnico, kjer se je rodil še en učenjak, jezikoslovec in bibliotekar Matija Čop. Čop je bil Prešernov velik prijatelj. Skupaj sta prehodila sicer kratko, a polno življenjsko pot. Skupaj sta sodelovala pri kulturnem udejstvovanju. Čop kot cenzor časopisa Kranjska čbelica, Prešeren pa kot pesnik, ki je v časopisu objavljal. Skupaj sta bila bitke v črkarski pravdi proti novemu črkopisju Metelčici in skupaj sta bila tudi tistega usodnega junijskega dne, ko je Prešeren v Trnovski cerkvi prvič uzrl svojo pesniško muzo Julijo Primic. No, pa vstopimo. To je rokopis, ki ga je pred približno 200 leti napisal izjemen učenjak Matija Čop. Tudi njegov najboljši prijatelj, dr. France Prešeren, je v njem dejal, da je velikan učenosti. Ga je posebno nekoč ošvrknil z zabavljivim zapisom, ki pravi: v Ljubljani je dihur, ki noč in dan žre knjige, od sebe pa ne da nobene fige. Še en znamenit Žirovničan, Aleksander Mešok, pa vam bo kar s pesmijo pokazal kraje, kjer so nekoč ustvarjali naši slavni rojaki. V Žirovnici. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi, venec je vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa vse Sloveniji. V Mostah mati so doma, k so rodili kersnika, v Žirovnic pa stoji hiša Čopova. Brezenca je Janševa, dosloče od Finžgarja, rodne vas so Janova, vsake žetve vajena, a na sredi teh poti vrba draga vas stoji, ki Prešernu njega dni je po žilah gnala kri. Je po žilah gnala kri. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi, venec je vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji. Ko zvonovi zazvone, se vasice prebude, posejane pod gore, nova zgodba se začne, ki bo zrasla pred očmi, nova pesem novih dni. Med kozovci, lipami, brazdami, zoranimi, toplo sonce jo zbudi, trdna roka jo zgoji,
dela znoj da moči, reka solz jo napoji. Reka solz jo napoji. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi. Venecije vasi, tik pod Karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji. France Prešeren, pevcu. Kdo zna noč temno razjasnit, kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kluje srce, od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezu prihodim odzeti spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako biti hočeš poet in ti pretežko je v prsih nosit ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Vaške poti iz Žirovnice vodijo v 2 km oddaljeno Vrbo, kjer se je rodil France Prešeren. Doma se je že zgodaj učil branja in pisanja pod strogim očesom mame Mine, ki je v sina polagala velike upe. Prešernovo življenje za današnji čas ni bilo dolgo, a vendar je bilo zelo plodovito. Prešeren umre 8. februarja 1849 v Kranju in za sabo pusti dragoceno dediščino za Slovence in slovenski jezik. Pozdravljeni! Nahajamo se v Prešernovi rojstni hiši, v prostoru, ki se imenuje Hiša. No, za to mizo so se Prešernovi otroci v tistem času učili brati, pisati slovenskega jezika. No in kasneje so tudi na teh klopih tukaj zadaj zaspali, saj te klopi so bile njihova postelja. V tistem času mali France prav gotovo ni razmišljal o tem, da bo postal pesnik in kasneje, tako kot je zapisal v glosi, živel in umrl brez denarja. Glosa. Pesniška oblika, ki govori o pevcu, pesmih in odnosu do sveta. Le začniva, pri Homeri, prosoreva, dni je stare, mrso vidja, pontutare, drugih pevcev zgodbe beri, nam spričuje Alighieri. Kako sreča pevcev darja, nam spričuje ta pisarja, Luzijade, Don Kihota, kakošne Parnasa pota, slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarkov, kaj nam tasov pevcev treba, je prijetnih. Slišim od butic neokretnih, prašac danih prednih časov, komor mar prijetnih glasov, pesmi, ki pojo Matjaže, boje okrog hrvaške straže, mar kar pevec pevlerije, mar čebelce, roji, šteri, kranec mojemu osle kaže, slepi, kdor se spet ukvarja. Kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umr je brez denarja. Slepi, kdor se s petjem ukvarja, kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umr je brez denarja. Slep je, slep je, ampak on živi, lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno trak na vatle, leto skupaj si grašino, ma naj gre pevec v daljno kino. Še naprej se pot mu kaže, naj si stinto prste maže, naj ljubezen si obeta, vneti lepega dekleta. Pevcu vedno sreča laže. Vendar peti, on ne jenja, grabte denarja v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja, ma koder se ne bo razpenja. Grad je pevca brez vratarja, v njih zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave, s tem posestvom brez težave. On živi, umr je brez denarja.
Slepi, kdor se s petjem kvarja, kranjec moj mu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umrije brez denarja. Slepi, kdor se s petjem kvarja, kranjec moj mu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umrije brez denarja. Slep je, slep je. On živi. In tukaj je zaživel, v vrbi, rojstni vasi domači, ob taki posteli in takile igrači, in se razvil v nekaj največjega, kar lahko. Yes. Super mix glosa. Fresh. Za 2021. France Prešeren, kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Vprašajte raje oblak neba, vprašajte raje val morja. Kadar mogočni gospodar okrog drvi, jih sem ter tja vihara. Oblak ne ve in val nekam, kam nese me obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, občanke in občani. Virus nam je zagodel čisto na vseh področjih našega življenja in tako nam je zagodel tudi ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Letos bomo praznovali na drug način, recimo temu malo bolj intimen, virtualen, v mislih in v besedi. Pa mislim, da zaradi tega nič manj ponosno in nič manj svečano. Moja letošnja pobuda vsem je bila, da bi bila rdeča nit slovenskega kulturnega praznika kultura dialoga. Kajti sam pridevnik kulturni praznik nam seveda pove, da je kultura še kako pomembna. Jaz sem prepričan, da če bomo govorili o tem na glas, če bomo o tem opozarjali, če se bomo o tem pogovarjali, bomo to kulturo dialoga spremenili. Ugotavljam namreč, da se na vseh nivojih, tako družbenega, državnega in, če želite, medijskega življenja in dialoga kultura zmanjšuje, vse več je sovražnih, nesramnih, žaljivih besed in jaz sem prepričan, da naš France ne bi bil ponosen na to. Zato želim, da o tem spregovorimo vsi. Veseli me, da ste nas obiskali virtualno, da ste šli z nami po naši poti kulturne dediščine. Mi se bomo še naprej prizadevali negovati to tradicijo, to zgodovino in to dediščino. Veselim se pa že naslednjega leta, ko se bomo lahko ponovno srečali v živo. Lep pozdrav iz Vrbe.